Ljudje in ljudine, srečnega pa zdravega, poslušate 37. epizodo podcasta Bot. Kaj točno je podcast Bot, se sprašujete? To je podcast, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Bot, oni, ki Boga z opeko dotovčejo, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Yo. In moja malenkost Aljoša Hrlamov. Tokrat znova z gostom, pri nas je po dolgem času znova oglasil človek, ki pooseblja vsestranskost, bivši reper, bodoči bodybuilder, stand-uper, pisatelj, podcaster, predstavljalec in še kaj, Boštjan Gorenc Pižama. Bogdaj. Se veste, to je un model, ki je na kartonu mleka, čeprav ga nihče ne pogreša. Kako si preživel novo leto, Pižama? Novo leto je bilo v redu, danes sem malo bolj tak, ker ste me zvlekali sem na tak neprikladen datum. Ne, namesto tukaj, da sedim, namesto, da bi doma gledal, The Good Place je začel. Je zadnji del in je po noči bilo in ne moram gledati. Jaz priznam, da tega res ne gledam, to je Igor Fendler pri nas. To je. Kaj pa, če bi se danes o The Good Place pogovarjali? Jeremy Barry. Ne boste hijackali tega. Aljoša, bitch, you basic. I play Sean. Načrti za 2020. Načrti za 2020. Novoletna rezolucija. Jaz vem, gledati Good Place do konca. Ja, to je to. To je definitivno to. Najprej dokončati Prečeta, ki ga prevajam, The We Free Men, to zdaj lahko že povemo, ki je uradno pa vse za mladinsko knjigo. Delali bomo en škrateljcem spet strip o reformatorjih. Kozma Ahačič bo vzat za slombo, tako da bojo tudi faktualne stvari točne, une za kjer se bom odločil, da morajo ostati faktualne. In pa čez poletje pa končno dolg svojemu uredniku, da odplačam. Kako lepo. Kako lepo. To je moja novoletna obljuba, da leto 2020 je leto, ko bodo klasiki 2 spisani. Čakal sem, da boste te 2 dvojki in to je numerološko, to je vse dejansko. Sem poklical Savino Ataj. Zdaj me malo strah, da ne boš čakal, da bo 3 trojke. Ampak 2 se boš slišal. Ne, po kabali delano, tako da. Lepo, jaz imam rad kabalo. Skoraj to, kot Kama Sutra. Skratka, 37. epizodo posvečamo, kot smo dolgo obljubljali, eni po mnenju nas treh in pazi se, če misliš drugače, Pižama, najboljših serij lanskega leta, pa tudi vseh let prej, Watchmen, oziroma Bodovsko gledavci, serijo, ki pri nas lahko gledate na HBO Go, če ste naročnik. Ne vem, ali se še kje druge dela. Mislim, na kanalu HBO, če imate če HBO, ste tisti naročnik. To je bilo super. To je bilo super, da je na HBO Go bilo. Ni to noro. Da imaš ta. Jaz sem zdaj to rutino, končno sem to rutino znova uvedel potem, ko se je Game of Thrones predlani nehal 7. sezono in da sem zjutraj vstajal dejansko v ponedeljek zjutraj, otrok je šel na kombi, žena je šla na šiht, jaz sem se usedel in sem pogledal lepo zjutraj tako na HBO Go. Življenje samo zaposlenih. Ja, to je to, super. Ne, dejansko je super tudi to, jih je treba pohvaliti, da ne čakajo do tistega večernega predvajanja, ampak da si imel dejansko in in gledavce in tudi stvar, ki jo bomo v nekem drugem podcastu omenili dejansko takoj na voljo in si lahko pogledal. Čeprav ponovadi je bilo tako, da jaz, ko sem pogledal Watchmene, je bilo tako, je bila glava toliko polna, da nisem mogel gledati še njegove temne tvari. Ne, rabam prepucati, rabam za 4 ure narediti, pogledati vse teorije, kaj se dogaja. No, vse to, super, meni se to tudi zdi. Jaz sem sicer zvečer gledal, ampak sem tudi zmeraj sem se prišparil za zadnjo, ker sem isto kot ti, se mi zdi, da pol nisem mogel več gledati nič. Kakšno humoristično, pa kaj nekaj. Jaz sem si pa prav za edino vzel. Mislim, za večerih sem gledal sicer, čeprav sem tudi imel možnost, da bi zjutraj, ampak prav otrok spi, vklop motivi, takoj. Super. Skratka, preden se lotimo serije, o kateri bomo govorili seveda tudi o stripu, v filmu, še standardno, skoraj da že klišejsko opozorilo, tale epizoda bo, žal mi je, vsebovala kvarnike za vse omenjene oblike. Če želite v teh izdelkih popkulture uživati, preden vam razkrijemo začetek, sredino in konec, na tej točki pač nehajte poslušati in se vrnite k epizodi, ko vam uspe prebrati strip, pogledati film in serijo. Če ste to kot vsak normalen ljubitelj žanra in naš fan že storili, pa lepo prosim, nadaljujte. Se znova slišimo po intru. Maestro, vužgi.
Skratka, mi smo nazaj, hvala za intro, maestro. Watchmene gledalce bomo gledali, Pižama je že povedal, kako nestrpno smo to čakali vsak ponedeljek, tudi Igor je otroka dajal spat ob 8, sem zato bi lahko gledal. Sicer ga pusti do polnoči. Ja. Mi to ne more dati spat. Ja, vdudo. Ok, v šolo hodi. To se zdaj govorimo o tamavmu Arinu tipu fiksacije na sesanje. Okay. Ravno predvčerajšnjem sem predstavljal nekaj zvečer kanale, ker sem iskal, kaj bi mal tako buljo za ne pol urce in je bilo na, mislim, da neč bil 3, tako vidim 2 uri nazaj, nek Game of Thrones. Ko bom pogledal, kjer del je in je tako dejansko bila prva sezona prav ta, kjer mali Arin sesa. In tako, ful je bilo dobro gledati, ker sicer ja ni bilo te grandioznosti, te 7, 8 sezone, ne? Ampak koliko je nekih detaljčkov je bilo, koliko je dejansko nekaj te živečega sveta se je pol izgubilo zaradi razkošnosti. To je škoda. Tako si videl mizo od Neda Starka, kako je poln enih predmetkov gor, vsak je imel nek pomen, vse si videl, na kaj se lahko nanaša. Noben ni bil iz Starbucksa. Ja. Ampak to se mi zdi pa zanimivo, ker si začel to. Sicer bi mogoče najprej kdo povedal, kako se bomo tega zdaj lotili. Mi smo se predstavili, da bi najprej mogoče malo o filmu, pa o stripu, pa potem o seriji. Ampak kaj sem hotel jaz reči, mogoče da pol ne pozabim, zdaj, ker si že začel to temo. Meni se zdi ful fascinantno, kako je seriji uspelo zgraditi nek svet. Ne da bi v resnici se tok blazen trudili kazati neko blazno ozadje, ampak so šli pa zelo natančno gradili svet tako iz epizode v epizodo. No? Se mi zdi pa tako, tudi je spet to ena serija, ki te vržejo v svet, pa mogoče ko bomo kdaj kasneje govorili o His Dark Materials, bomo pač ugotovili, da tam pa je ravno to meni manjka, no? V primerjavi z obema serijama. Ja, meni se zdi, da v bistvu niso se trudili zdaj te podcenjevati, pa razlagati, ampak pokazati. Ja. Pač in takoj si vržen noter. Tako. Pa kljub temu je tako fino narejeno, da ni zdaj ful nujno, da si bral strip ali pa film gledal, ker je zelo samostojna zadeva, je pa toliko dodana vrednost, če veš, o čem je zgodba. Jaz sem poslušal tudi edini podcast o Watchmenih, ki je boljši od našega in to je uraden podcast. Čak ne, to ne obstaja. Ne, res je dobro. In ga priporočam, bomo dali pol link spodaj. Zapiske. In je razložil avtor, Damon Lindelof, da je mu to bilo bistvo, da je probal poustvariti strip in tudi strip se začne tako, da te v bistvu vrže not in so hoteli, da prav na enak način te vrže not in ti potem postopoma dodaja koščke sveta, da pač ta raste z tabo, in s tvojim zanimanjem. Ne? Tako da, mislim, kapo dol, da jim je to dejansko ratelo. Zdaj pa Mito, bi ti povedal kaj v stripu? V samem stripu, mediju? Ne, v strip pokru, prosim, lepo. Ja, mislim, da kaj se zgodi, če je full house? Ne? Mislim, da je pač stvar taka, da je najprej bil seveda strip in mogoče zdaj je že Igor izval Mitota, če Mito poveš nekaj v stripu. Preveč o zgodbi nam, ker imamo sinopsis z filma, ki se zelo naveže na strip. Je pa, čakaj, strip je iz 80-ih, jaz sem zelo slab v teh faktičnih podatkih, oziroma, kako rečem, številkah. Slavko Jarič, tudi reski. Meni se strip zdi pomemben, zato ker je bil en izmed prvih, ki je na zelo kvaliteten način skušal dekonstruirati vso famo superherojskega žanra v stripih. Tudi treba poudariti izjemno delo Gibbonsa, torej risarja v stripu, ki je ekvivalent Moorovemu fantastičnemu pisanju, pa se ga ponavadi zelo hitro pozabi, veš, Moor je veliki genij, pa nek mag, pa ne vem kva levo desno, ampak Gibbons je dejansko dal eno orang lepo plastiko vsem tem liku pa svetu, pa vsemu temu, kar je v bistvu tudi potem ta serija povzela pa nagradila. Meni je zanimiv strip tudi po temu, da ful ima zanimivo strukturo.
tile kadrčki, tile kvadratki, ki so noter, nekako delujejo rigidno, ampak nek flow je noter, nek magičen flow, vse te barve, neke psihedelične barve, kako te noter vlečejo, kako ti v bistvu se igrajo na neki emocionalni ravni, pa potem intelektualni ravni, v bistvu zelo nek psihedeličen moment imaš, ko bereš strip. Ne. Tako da, kar se tiče zgodovina stripa, pa koliko je to pomembno, je to ziher number one. Vse potem si dobil druge dekonstrukcije in danes smo že tega toliko vajeni, ampak za takrat je bil pa to mega šus bomba. Ne. Deadpool, ki se jemlje resno. Naprimer, ja. Jaz bi tu še nadgradil, da v bistvu to, kar si rekel, ful je pomembna konstrukcija vsake posamezne strani, ker ni samo, kaj se odvija v posameznem okvirčku, ampak dostkrat ti okvirčki tvorijo celoto, imaš simetrije in en kup zadev, s katerimi sta se Moore in Gibbons igrala, ki bistveno presegajo običajno idejo, da je strip nekaj, kar je za tiste, ki ne znajo vredo brati. Ni zgolj, tu bom še nadgradil, ni zgolj rutinirana vzpostavitev nekih kadrov noter v stripu, ampak je zelo premišljena. Postavitev, še predvsem, če razmišljaš, da je Moore malo ezoterik v filozofskem smislu in da se tudi poigrava z določenimi številkami, kabalo pa nekimi schemami, ne bom zašel preveč noter v to, ampak če te to zanima, pa se malo podučiš, kaj je Moore vse rajca, da se tako izrazim, lahko najdeš to noter v tem stripu in je zelo inteligentno, brihno postavljeno. Tako da ni kar, kako ne rečem, off the mill strip, ki se dela nekako rutinirano, ampak je zelo, zelo fin. Definitivno je to igranje s formo zelo pomembno. Recimo, mislim, sploh ta 5. poglavje, kaj gledaš, je dejansko zrcalna preslikava, ki ti potem tudi na sredi, na 14. stran 14-15, kad ti odpreš sliko, kad dejansko gre vse zrcalo, ampak ni samo ta srednja stran, ampak dejansko celotna zgodba. Tukaj je mogoče dve stvari stane, ki sta, se mi zdi tudi tako, kot bi rekel, z nekega čist pisateljskega, avtorskega področja zanimive. Prva, če je pa ta dekonstrukcija teh superjunakov od tega, zakaj nosijo maske, kaj se dogaja pod temi maskami, ker večinoma prej bilo pa če imel si nek ta origin, to zgodbo, kako je nastal, se pravi, ponovadi je bila neka travma, ampak ostaja zelo tako vsem, ker enoplastno, doskrat. Pa njega so poslali z unega planeta, pa je prišel sem, kaj je s tem, ja ne vem, nucali smo 4 nove velike, pa je Stanley se spomnil, a ne, zdaj, kaj bomo eni imel ful dobro idejo za ime, dajmo se spomniti na to. Medtem, ko tukaj Moore zelo noter gre, kaj se jim dogaja v glavah, zakaj, kaj so razlog vsakega od njih, da se borijo proti kriminalu, koliko so potem sami potem postanejo, tudi pridejo, vzajemajo zakon v svoje roke in pridejo na nasprotno stran. Po drugi strani je pa zanimiva ta potem njegovo raziskovanje, kaj se zgodi v svetu, kjer superjunaki so resnični, kaj imajo potem ljudje za neko to šund branje. In tukaj so potem te zgodbe o gusarjih in to dodatno zgodbo, ta The Tales of the Black Frighter in tako raziskovanje samih medijev, kako so pravzaprav vse tudi te zgodbe, kaj so te zgodbe, ki ljudi privlačijo, po čem brskamo. Upeljajo jih v družbo, to se zdi meni super. Večinoma, kar imamo mi pri filmih pa zgodbah v superjunaku, je pač kao družba skoraj da ne obstaja. Pač obstaja sem potem, da je ogrožena z nekim super zločincem. In to je to. Dejansko ti nimaš politike, nimaš ničesar. Tle se zgodi ful enih stvari. Hladna vojna je seveda še na neki višji stopni, zato ker ima Amerika Dr. Manhattana in je super heroj. Američani so zmagali vietnamsko vojno, Nixon je še zmer predsednik, pač on si zamisli nek alternativno zgodovino začnejo graditi. In to je mene vedno fascinira pri Watchmenih, da pač obstaja tudi družba, kako se ljudje obnašajo, kad ti superjunake pelješ. In to do letos, do The Boys serije, recimo, nismo to videvali. Ja, res je, čeprav to fajn, da si to potegnil ven, ker naprimer vprašanja, ki si jih Watchmeni zastavljajo o samih superjunakih, pa vprašanja, ki si jih The Boys zastavljajo o superjunakih, sta na dveh različnih levelih, to moram reči. Če samo izpostavim Homelanderja pa Dr. Manhattana, Homelander je vprašanje, kaj če je Superman evil?
Ne? To je tako simpel vprašanje. Medtem ko Dr. Manhattan je pa dosti bolj kompleksno vprašanje zastavljeno za njega. Torej, kaj se zgodi, če imam super moči, ampak sem tako odtujen od homo sapiensov, da sploh nimam več empatije, pa so mi vsi zgolj atomčki. In, naprimer, Watchmeni v temu oziru so dosti bolj tehtni. Ja, bolj eksistencialistični so, Una je pa bolj tako pač. Ne samo, če je Superman evil, meni se zdi pač pri Homelandu zanimivo, kaj če je Superman človek pač. In ugotovi, da ima pač to moč, v kateri si lahko privošči, kar si hoče. Veš, to je ta ničejanski Superman v resnici. Ne? Pač, ker morala zanj ne obstaja, kaj pač pobije 6 ljudi, lahko pa reši 200 jih. Tako, veš, ni nek problem. Ja, pa smo spet pred The Good Place, pa pred Trolley Problem. It all comes back, fascinantno mi je bilo, tudi sem gledal pred kratkim en intervju z Alanom Moorom in je prav rekel, da tale ideja hladne vojne, ki je izpostavljena, je bila njemu ključna, zato ker v tistem času, ko je to nastajalo, je bila splošno družbena strah, psihoza skoraj, da kaj če bo zdaj bombe padle. In je želel, da ko ljudje berejo strip, ki naj bi bil v osnovi eskapizem, da berejo o teh istih problemih in da potem, ko bodo zaprli strip, rekli, fuck, svet je res v pizdi in bojo probali kaj narediti. Tako da je ne samo umetniško delo, ampak tudi v bistvu politično. Ja, res je, 2 leti kasneje padel Berlinski zid. Pa seveda to, tudi pač medtem, ko ti te superjunaki vedno igrajo na to karto poistovetenja, se pravi, da ti sebe nekako projiciraš v tega, ti si želiš biti ta junak. Tukaj te liki zelo tako moralno sporni. Ni nekega, ki bi mu rekel, da bi ti zdaj z neko zdravo pametjo pa moralnimi načeli, da bi rekel, jaz pa hočem biti kot ta. Ni zdaj to, da bi rekel, Rorschach, ne, mogoče, vse se hudo sliši, kaj reče, I am not locked down here with you, you are locked down here with me. Ne, ampak kaj temu tipu v glavi dela in po drugi strani spet to, potem Ozymandisu, pač se trud za nek svetovni mir, ampak zdaj kaj je spet tukaj zdaj ta nek goli utilitarizem, koliko, kakšno še število žrtev vredno za... Zato to mi je všeč pri tema dvema, kako na temu rečemo, ekvivalentnima ideologijama, morale, ker pod obedvi se lahko podpišeš, pa obedvi sta isto bed. To mi je všeč pri tem, Oren všeč pri tej zgodbi. Čeprav jaz sem si vedno želel tega, jaz sem se pa poistovetil, jaz bi rad bil Night Owl. To je najboljši kostum ever. Impotenten tip, ali najboljši kostum ever je to meni. Jaz sem imel všeč mi sovice, pa všeč mi je ona njegova ladja. Cankarjeva založba. Je bil Cankarjeva Ne, res mi je ful mi je všeč ladja, ko je malo tako. Ladja je cool, ampak drugače pa je komedijan edini človek, s katerim se da poistovetiti. O moj bog. Stand-up komedijan. Igor. Ti si delal Batmana pa Jokerja za diplomo. Kdo bi si mislil? Veš kaj, jaz sem pa tako odtujeno živim tam na Trojane, tako da sem Manhattan. Tako da si Marse, veš. Preštevam krofe kot atome. Iz krofov si gradim nov svet. Lepo. Kje je serija unka krov za lukno na sredini? Knives Out. Tam v filmu je. Poglej si, to je za Trojane film. Donut, kaj že ta serija ena? Da je prav, kaj imaš... Ta komična fantazija, Tom Holt, meni se zdi, ki ne pogruntajo, da imaš, če skozi krov pogledaš, skozi luknjo, da lahko nekako prideš v neko drugo dimenzijo, v paralelni svet. In je ena totalno huda knjiga pol iz te serije, ki modeli izkoriščajo ekonomijo lokalno tam na nekem fantazijskem svetu, da pol izvažajo, ne vem, oni tam imajo neke tišlarje, hostarje, ki podirajo les in potem izvažajo v naš svet ful pocen te lesene žličke za kave mešati v McDonald'sih in imaš, ne vem, nekega vodjo orkov, ki se odloči, da bo pač z birokracijo zafukal vilince in vse in potem kako oni so totalno birokrati in jim začne, kao vilinski svet je tak, da oni pač imajo full cajtangov, pa vsi pišejo kolumne.
to so vilice, pišejo kolumne. In potem on začne, skrivoma ti orki začnejo kupovati cajtange njihove in odpuščajo te vilice, zato da jih on pol kot birokrate najame. In je genialna kritika tega sodobnega sveta. Mislim, da je The Bad Young, ne bomo dali v zapiske. A ni Donut, prav. Tom Holt, ampak The Good, The Bad and The Smug, ta je najboljša iz te serije. Bomo dali zapiske, da boste poiskali. No, glede na to, da mi to že omenil, da je pač film gre dokaj po stripu, mogoče Igor, ti, ki si pripravil sinopsis, pač poveš... Igor se zanj tako potrudi. Ja, Igor se potrudi, jaz ne morem verjetno. Da nisi sam zgodbe... začel šolo hoditi. Da nisi sam zgodbe o tem, kako je se nakadil in potem pogledal film in... O moj bog. Nepoboljšljiva sta. Nepoboljšljiva, kakšna lepa beseda. Se vidi, da si prevajalci. Da, svoja beseda za Štajerca. Štajerci imamo ful. Štajerci imamo ful besed. Same dobre, najboljše besede imamo. Vse besede. Vse besede. Torej, kar sem še hotel omeniti glede romana, stripa je to, da ga je revija Time dala na lestvico 100 najboljših romanov 20. stoletja in je bil edini strip med njimi, kar mislim, da še dodatno mu da neko težo. Pa še ena stvar, ki je potrebno omeniti, je dejansko, da to ni samo strip, ampak da je po vsakem poglavju, se pravi po vsaki te, kot so izhajali, ne najprej v zvezčičih, imaš potem še 4 strani dodatnega materijala, ki je dejansko ne vpliva na zgodbo osnovno, ampak ti razkriva svet od, intervjuja z Ozymandisom, kjer je ena superstarka prav, da je zdaj ta muska, ta nova mi všeč, ki jo na Jamajki delajo, ta dub. In to so pa tudi v seriji ponudili, ker nek dub Plato posluša, do raziskovanja teh gusarjev, člankov o Dr. Manhattan in tako naprej, tako da ti dejansko da zelo velik možnosti, da se potopiš v ta svet še. Ja, ampak dejansko ni moteče, dejansko te zanima konc poglavja še več stvari, in pol pač bereš. No. Mislim, moralo biti prav fascinantno, ker je to izhajalo vsak mesec ena številka in pol si prebral te stvari, šel še enkrat od začetka. In pa si šel na Reddit in debatiral s folkom. Ja, na Reddit, McDonald's, I guess. Torej, zdaj pa film. Je z 2009 in posnel ga je Zack Snyder, ki je po uspehu filma 300 dobil priložnost posnet film pač po najboljšem stripu vseh časov in se tega lotil z dobesednim prenosom sličic na film. Pri tem po večini ni upošteval specifik filmskega medija, ampak je oživil slike in jim dodal lasten slog, od vizualne podobe do njegovih slovitih upočasnitev. Te so pravzaprav nekakšen most med statično sliko stripa oziroma sekvenčnimi slikami in dinamičnim filmom oziroma gibljivimi slikami, ampak so praviloma uporabljene zgolj kot cool efekt in le občasno kot pripovedovalski element. Naprimer v lažiranem napadu na Ozymandiasa, kjer tiste ustavi pa proba primiti metek pa vse te stvari. Ne? Zdaj posebno omembo si zaslužijo Vodna špica, ki je sicer zgolj infodump, torej predstavitev celega kupa informacij o delovanju sveta naenkrat, ampak je najboljši, najlepši infodump vseh časov, pa še cool glasbeno podlago ima. Jaz bi tukaj sam rekel, da Mezinček and Play with Her se ne strinjajo s tabo. Seks position pa infodump ni čist isto. Ampak se strinjam. Torej, film spremeni tudi konec, ker v stripu se pač zaključi tak, da je Ozymandiasov plan, da vrže ogromnega lignja, ki bi naj bil vesoljec na New York. Tukaj pa dobimo EMP bombo, ki naj bi ustvaril Dr. Manhattan. Snyder je namreč menil, da bi vesoljski lignj bil videti groteskno, ampak k sreči smo, in mislim, takrat, ko je film ven prišel, sem se s tem pogledom strinjal in se mi je zdela ta rešitev zelo v redu, ampak zdaj, ko smo v seriji dejansko videli, kako cool bi lahko bil
fucking Space Squid, pa menim, da Snyder nima pojma. Šele zdaj. Ja. Glej, Batman, Superman ni bil slab. Obstajajo 3 različice filma Watchmen, tista, ki je bila v kinu, ta standardna, režiserjeva, ki ima malo daljše spopade, pa malo več zgodbe, pa ultimativna, ki vključi še animirano adaptacijo Tales of the Black Freighter. Ta je šla kot dodatek na DVD-ju, pa ni nič posebnega. To, kak je potem not vključijo v film, pa je malo prisiljeno in pač dodajo na istih mestih, kjer je v zgodbi v stripu noter, film pa posledično traja 3 ure in pol. Kar sem ga gledal pred kratkim in se ga da pogledati, mislim, se je čisto zdrav film. Koliko Gospodar prstanov sam, da manj hodijo. Ja. Okay, za konec pa še to. Med uvodno montažo vidimo pristanek na Luni, Neil Armstrong pa v vizirju tudi Dr. Manhattan, ki ga fotografija in Armstrong reče vso srečo, gospod Gorski, ali vi 3 veste zakaj? Ja. Ta urbana legendica oziroma šala. Ja, no, skratka, šala je bila in ni res. Neil Armstrong je potrdil to, da ni res, da naj bi on, ko je bil na Luni, rekel vso srečo gospod Gorski, zato, ker naj bi bil, ko je bil mulj sosed od zakoncev Gorski in naj bi prislišal, k mož prepričuje ženo, da naj mu da blowjob in ona reče, ja, ko bo sosedov mulj shodil po Luni. Okay. No, ampak to je bil pač nek joke, ki ga je nek komik sprovedel v 70-ih in potem so dejansko Neila Armstronga spraševali, če to drži. Eni ljudje so res lunatiki. Če sem zmer mislil, da je rekel always Coca-Cola ali pa nekaj takega. Sorry, tudi na Luno ne moreš več brez sponzorjev. Ja. To je pa iz Majsa, ne? Ja. Da je to zapiske. Dajmo tomu tu knjižnično nadomestilo. To bi lahko ti zrihtal, zdaj, ko se Cankar ima tam na Mladinski, da bi naredili ponovno izdajo tega romana, pa da midva narediva predgovor, pa spremno besedo. To bi skoraj morali, ja. To je legendarna knjiga, pa premalo ljudi jo pozna v resnici. Skratka, zdaj imate v zapiskih vseh 26,000 poslušalcev naših, tako da zdaj bomo takoj dvignili tole. Skratka, ja, Igor je povedal nekaj o filmu, sicer ne toliko o zgodbi bolj, ampak o Zacku Snyderju. Čakon je takrat 300 mal prej posnel, ne? Ja, 300 je bil njegov drug film, prvi je bil Dawn of the Dead, ki je menda še vedno njegov najboljši film. In Dawn of the Dead je bil... Pogledajte, zdaj da odmite, to sam nisi videl. Je bil kar hit, potem pa je pač tist film je videl, kaj je že bil Captain Sky... And End of the World of Tomorrow, je super. No, Snyder in Robert Rodriguez sta videla oba ta film, pa sta rekla, to bi pa jaz tudi znal. In potem pač je on naredil 300, on je naredil Sin City in potem smo se vsi nekako odločili, da smo imeli dovolj teh filmov. Pa ne dovolj, jaz mislim, da so bili pač naslednji ali totalno neka kopija, pa so pretiravali v enih stvareh, ki sta Sin City pa 300 zadela. Ja. Se mi zdi, oni pa so šli pol, jaz sem gledal, tudi 300 ima nekih nadaljevanj še, ne? Eno. 301. Ne vem kaj, že zakaj je nadaljevanj, pozavljaj, sem pa ga gledal, pa mi je bilo še boring. No. Zelo boring. Pa tudi Sin City ima seveda nadaljevanje, ki ki ga je Rodriguez posnel z ruskim cashom in pol so ga Rusi tožili, ker je film flopno. In on jim je pa obljubljal, da bo hit. To je glih kontrascena, ka Uwe Boll pa. Boga Rusi zmeg nategnejo z nekimi filmi. Grozno. No, skratka, kar se zgodbe tiče, mislim, pač super junaki so, konec sveta se bliža, na koncu Ozymandiasov načrt ustavi vse skupaj. Razlika med filmom in stripom je v bistvu v parih likih v tem stripu, ki se noter pojavlja kot metakomentar, pa zdi se mi, da še v bistvu torej konc. A je to to? Ja, to je bolj ali manj to, pa pač v tem, da strip povzame zgodbo, film povzame zgodbo stripa, ne povzame pa vsega ostalega, kar je naredilo to kul. In tukaj potem pridemo lahko do serije, ki pa povzame v bistvu vse, kar je bilo kul na stripu, v nov medij prenese na povsem
nov način in ko pogledaš serijo, ugotoviš, koliko je beden film. Film je vizualno nor. Ja. In tukaj se tudi vidi, dejansko se mi zdi, da pač Snyder je videl te kadre, tako kot D&D, ki ste videli, rdeča svadba, to bi naredili, ampak ni te globlje podstati nekako, ali skužil, ali pa se mu ni dal, se ne mu zelo bolj to pač, da dejansko gre za zelo tako visoko estetizirano nasilje tukaj v tem filmu. Medtem, ko kaže, tudi zelo dejansko drugi dobijo super moči. Liki, sploh te pretepi, pa to tukaj, ko so v stripu zelo taki umazani, človeški, tle imaš pa že tudi, mislim, da najtolnej na neki točki enega prbije in ga odnese, zelo pa ta... V tej ultimativni različici, oziroma že v Director's Cut, je full bolj to. Te pretepi so full nasilni, ne deluje toliko, recimo tam, ko Silk Spectre pa Night Owl prefuka tam kup ljudi, ne deluje, kot da imata ona dva superpowers, ampak tudi ona dva full dobita udarcev, full je krvi, tisto je res... Ja, samo veš, nasploh, se tudi... Rorschach, na primer, deluje v filmu čisto overpowered v neke variante, kad roče stripu so to navadni homo sapiens z orang problemi, ampak... pač maskirani junaki, bolj kot super junaki. Pač vigilante, kako imamo mi za vigilante v slovenščini? Pač nekdo, ki vzame prvico svoje roke. Rokovnjači. No, skratka, pač ljudje, ki so vzeli prvico svoje roke, nimajo pa super. Ne. Razen, da znajo pač štrikati ali šivati, ali imajo za kostume. No? Ja, najtavel imaš še te gadžete, ki jih razvije, pa to je to, ne? Ja, pa no, Ozymandias je orang Britain. Ampak kar je to še, da v stripu, kar potem na filmu ne gre skozi v stripu, to, da je Silk Spectre v visokih petkah cel cajt, nekako gre skozi. Ne? Tam pa dejansko mora komentirati cel cajt to, da zakaj pa je taka in še vedno po visokih petah teka naokrog, skače in pretepava vse ljudi. Jaz to imam taki mali feeling, da v bistvu obe dve Silk Spectre, verzija 1 in 2 sta v stripu malo bolj plastični kot v filmu. Tam sta nekako rahlo props. No? Ja. Je pa recimo prizor, ko vidimo, da je Night Owl 2 sposoben kopulacije zgolj v kostumu, z Alelujo zadaj pa genijalen. To je Aljoša Heroj, ne? Leonard Cohen koliko predvajan? YouTube, največkrat predvajal video. Ok, gremo na serijo. No, zdaj pa mogoče preden se res lotimo serije, bi sem rekel, kaj ste vi, ko ste gledali trailer Prikolco, kaj ste pričakovali od te serije? Pač kar je mene pri tej seriji prva stvar, kar treba povedati, je to, da je mene serija presenetila. Pač zdel se mi je Prikolca, se mi je zdela super in sem mislil, to bo nekaj super, vse smo se že pogovarjali večkrat o tem, gledali bomo, super bo, sam pol, ko sem gledal prvi del, mi je bilo tako, kaj hudiča sem jaz zdaj pravkar gledal, prvič, in pa nekaj popolnoma norega, odštekanega se mi je zdel, nisem pričakoval tega, jaz sem pričakoval neko šlepanje na strip, na film, na to štorijo, ampak se mi zdi, da kar je pač serija pol naredila, je to, da ne samo, da je nadaljevala, ampak res nadaljevala zgodbo, da je pobrala, tako kot ste rekel, najboljše dele stripa in iz tega pač zelo naravno nadaljevala to zgodbo, ampak je tudi zapeljala jo še v neke nove smeri, pač res modernizirala in mene je to popolnoma presenetilo. Že prvi del, že v prvem delu sem tako res vedel, da je to pa super serija. Mislim, da meni je bila glavna odlika po prvem ali drugem delu to, da pač vse teme, ki so bile tako dobro zastavljene v risu romanu, da so jih nadgradili, updatali, modernizirali, kot si se izrazil, pa ohranili nek ta feeling stripa, mislim, tak nek psihadelični feeling, kot tega, da veš, dobro, lahko bi se zapogovarjal o barvah celo uro, ampak to je mene najbolj presenetilo, ker sem mislil, da bom dobil neko verzijo The Boys, ker so sicer super, ampak to mi je bilo pa org nadgradnja. Lindelof je v podcastu razložil, da njemu so 3-krat ponudili HBO, da bi on delal Watchmen serijo. In da lahko dela kar če. V bistvu tist Leftovers je bil zelo uspešen in so hoteli z njim sodelovati. Ne? In pač to je vlasti Warnerja.
Tako da on jim je dvakrat rekel ne, in tretjič je pa potem rekel ja, ker je rekel, da če bi delal Watchmene, mora si odgovoriti na 3 vprašanja. Zakaj? Zakaj zdaj in zakaj jaz? In potem je bral eno par knjig o rasni problematiki v ZDA. In je tudi izvedel za tale Tulsa Massacre, s katerim se začne film, serija, ki je nekaj najbolj brutalnega in šokantnega in ne pričakuješ. Tak v prvih 5 minutah prideš od tega, da si v kinu in gledaš en film nemi in potem vidiš, kako ona igra in je nekaj off in potem pride do totalnega masakra. Ne? In to je dogodek, ki se je v resnici zgodil. In je razlagal, da pač je ugotovil, da kot belec v ZDA je vsakemu belcu drugemu, ki je to povedal, vsi bili šokirani, kako se je lahko takega zgodilo. Vsakemu temnopoltemu, ki je povedal, pa so bili, ja. Tudi folk je dobro komentiral, tako, ne, to je zmišljeno, kaj mislim, kao na forumih. No in pač se mu je zdela to dovolj pomembna tema in zakaj jaz je pa potem na koncu si rekel prvič, ali sem jaz nekdo, ki lahko pove to, ima pravico povedati to zgodbo o rasizmu, ne, iz mojega položaja, kjer sem, in je ugotovil, da v bistvu ne, in si je nabavil zelo močno ekipo avtorjev, ki so scenaristov, ki so... Všeč mi je ta glagol nabavil. Ja, tudi mene so ušesa zastrigla tlele, ne 4 tlele, če date ste spodne police. Šel na tržnico, malo, da mi onga ta, se veš. Ampak gledaj, se Igor ima prav, pač dan danes pač na TV lahko nabavlja, ne? To je pač res. Mislim, scenaristi so, dajmo da dazen. Čeprav mene jaz priznam, da malo me skrbel, ker vseeno to tudi človek je naredil Lost, ne? Ja, ampak Lost je bil prva večja zadeva, ki jo je naredil, ni je naredil sam, bil je Carlton Cuse zraven, soavtor pa J.J. Abrams, ne? Zdaj pa, ne vem, smo že rekli par stvari o tem, kako zna on narativ izpeljati do konca in mislim, da tudi se je sam Lindelof dost naučil od takrat. Ne? Mi bomo enkrat imeli J.J.-a pa Camerona za gosta v tem podcastu. Super je bilo tudi videti, mogoče spet pa zdaj se vračamo na to, nam rekel samo, ampak na našo skupno travmo Igre prestolov. Ravno v tem podcastu, zdaj sem tudi to poslušal in je razlagal pač kako, prav nekaj ga vprašal ti, kaj pa ta, ne? Moram povedati, da ta podcast pa showrunner od Černobila, Craig Mazin. Ja. Pa ne sem to tudi scenarist Hangoverja, Prekrokane noči. In je rekel pač, kako do te rešitve, prav, ja pač predvsem sem prišel do te rešitve tako, da sem poslušal druge. Da pač, da je prav, moja ideja je bila to, pa sem vedel, da nismo točno tam in smo tuhtali, za določeno vprašanje, rekel se jih več kot mesec, 2, da so tuhtali rešitev, zakaj iskali nekako motivacijo, zakaj se to zgodi in tukaj se vidi, da je dejansko to timsko delo bilo uspešno. Da se mi zdi, da ima zelo tak Michael Schur tip dela v skupini. Ja, ker tukaj ne gre, pri hollywoodskih filmih je dostkrat tak, da dajo enemu človeku, da bo naredil avtorsko vizijo in potem pa dajo še 4 drugim, da jo popravijo, recimo temu, ne? In potem dobiš nek zmazek z nedokončanimi idejami in scenami, ki ne vodijo nikamor. Medtem ko, mislim, ali pa, ne vem, večino DC-jevih filmov, ne, tak deluje. Meni se zdelo, če zagrem na serijo, malo nazaj, naprimer, kratek sinopsis, ampak glavna tema tega je neka črno-bela slika, ki se v bistvu vije skozi celo serijo, ne? Torej Seventh Cavalry, pa policisti, pa potem vsa ti nadaljevanja zgodb teh superherojev, ne? In meni je naprimer zanimivo nadaljevanje ali pa vprašanje, ki so si avtorji serije zastavili, ne? Naprimer, na koncu romana / filma vidimo, kako Rorschachov roman, oziroma, dnevnik, pade v desničarsko zarotniško založniško hišo, ne? In kdo pa je Rorschach, veš, on vidi vse črno-belo, ne? Zdaj pa všeč mi je ta update, kdo pa danes gleda črno-belo, ne? Naprimer,
se potegne na Kuklus klanovce oziroma na kao ta surogat njih, pa oni vidijo samo rasna vprašanja na ta način, pa politiko na ta način in oni so potem, a veš, Orošarkovci, ali kako se že reče, ne, Seven Cavalry. Hočem reči, da meni osebno nima veze, kdo je to pisal. Meni je samo pomembno, kako brihno so si zastavili ravno prava vprašanja. Da, naprimer, te teme, ki so bile zastavljene, kdo je Rošark, zakaj je on takšen, kot je, pa kako lahko mi to nadaljujemo z točno istimi vprašanji ali pa nadgradnjami teh problemov. Ne? In to se mi zdi genialno pri seriji. Ne? Tako kot je recimo tukaj, ne, če v stripu, ki imaš Ozymandiasa, ki dela slabe stvari z dobrim namenom. Tukaj imaš pa ta Seventh Cavalry, ki sicer pač njihov slonijo na resnici, se pravi, ta napad z Lignom je bil lažiran, ampak je bil false flag operacija, ampak ob enem so pa njihovi cilji, so pa totalno slabi. In je spet, isto je pač, zmeri imaš spet to moralno nedoločljivost, tako kot policija. Pač policija s temi maskami in z vsemi dela dosti hude stvari. Dejansko. To je izgovor. En cilj, ki mislim, da ga je zelo v redu izpeljal in da dan danes šele vidimo, da se je svet tak spreminja. Mogoče malo boljše je to, kako, da če so Watchmeni si pogledali, kako bi izgledal svet po toliko letih striktno konzervativnega Nixona, kako bi se eskalirala hladna vojna, si je pa tu on vzel, kako bi izgledal svet po toliko enakem času, skrajno liberalnega Redforda. In zelo premišljeno pokaže, na kakšen način bi to omogočilo in spodbudilo eventualni vzpon rasizma, te Seventh Cavalry. Kako bi se oni vgradili v sistem, stvari, ki bi jih izvedli in to mislim, da je eno bolj teh meni je tudi všeč, da bi to vprašanje ne zapostavil, ker full folk je na forumih se pritoževalo, da ta serija je woke as fuck, ne? Ampak po drugi strani pa liki noter jamrajo nad kao to ultraliberalnostjo Redfordove države, ne? Naprimer, policist ne more zagrabiti pištole, pa se brani, dokler ne dobi od pande od pande ne, naprimer, ali pa da, veš, folk dobiva neke odpustke, tako v bistvu tudi ta ni utopija, ne, ta liberalna država, ampak je tudi ima orang svojih problemov in tudi nisem razumel teh potem jamran na forumi, kao, ta woke as fuck. Ljudje, ki uporabljajo izraz snežinkice, so sami največje snežinkice. Ljudje, ki menijo, da je to woke as fuck, je temnopolta glavna junakinja, kaj si mor. Mislim pa, da je no. Se razumem, da se v bistvu folk v luft skočil, ta sem sorry, pač it's true story, kao, nema jebat. Če zdaj to zate problem, pa mislim, da si ne glej niti serije, veš, kao. Ampak spet to so ljudje, ki menijo, da holokaust se vem, tako, kaj veš, pač pokrajina številka 2. Ojoj, Kočevski rok je omenjen. To je za nič film. Ne, to je za nič film. Ampak ne zaradi tega. Ne, mislim, hoče povedati, da ni tako enoznačno ali pa enoplasno, tako kot je Risoroman poskušal pokazati, da v bistvu slabe in dobre, mislim, neko plastiko spostavi tega, tudi ta serija zelo dobro pokaže, tudi če zamaš levega Redforda tlele gor, it's not so good, še vedno ne. Še vedno se je to povzroči. Ko ideologijo odnese preveč v eno smer, in brez nekega tega, kot bi lepo slovensko rekel, checks and balances sistema, je potem jebica nastane. Zdaj, da dejansko še povemo, kaj se v bistvu zgodi. To smo padli, to se pove, Igor. Torej, glavna junakinja Angela Abar, policistka. Koliko, 30 let? 34 let. Dogaja se 2019, kar smo glih dali skozi. Glavne junakinje... Pa glede na prvi teden 2020 ga pogrešamo. Je policistka pod krinko v Tulsi v Oklahomi in se bori proti zločincem. Njenega konc prvega dela je obesijo šefa nekdo in ona aretira enega sumljivega invalida, za katerega se kasneje izkaže, da je njen dedek, ki se že vso življenje bori proti rasistični organizaciji Kiklop in v bistvu zdaj celo zgodbo, kompleksnost te štorije
je malo težko povzeti tako v par minutah. Ja, to se ne vse to bo prišlo skozi, kar sem pogovarjal. Ampak v osnovi je stvar v tem, da ona je policistka pod krinko in kaj to pomeni za nek dejanski boj proti zločincem, koliko ga je zmožna opraviti in zakaj se odloči za te metode, ki jih sprejme. Ne? Pod krinko je zato, ker so tudi ta sedma konica. To je sicer iz resničnih, general Custer je bil del te sedme koninice, napiše pa se SK, ker 7K, KKK, se sk. Skratka, ne znajo šteti, ali 3 ali 7. So izvedli belo noč, tako imenovano, kjer so napadli domove 40 policistov in naredili veliko teroristično dejanje, pobili cel kup policajev in zdaj se policaji pravzaprav bojijo za svojo, da bi kdo izvedel, da so policaji in nosijo in so pod krinko. No. Meni se zdi to dobro za suk na strip, kjer so v bistvu superheroji. Tako. Preganjani, prepovedani. In so še tudi zdaj v seriji. Samo tukaj je tale, kako se že reče, King Junior zakon, ne? Je pa obrnen, da se policisti ščitijo z maskami. Je zelo, zelo dobra ironija zgodovine, kako bi človek rekel. In zdaj so ti sedma konica napoveduje nek napad, domnevamo. Je TikTok, to, kar smo videli že v trailerju. Oni imajo vsi te Rorschachove maske. Tako na začetku, ne vem, prvič, ko sem videl trailer, pa to sem mislil, oni so prebrali dnevnik, ne vem, ko levo, desno, da oni se grejo trutherism ali ne vem, 9/11 forum ali kak ne, trutherism. Skušajo resnicujejo. Lepo. Žal, si se dobro spomnil. To je dodana vrednost. No, potem pa se v zgodbo vključijo še Lady True, ena fascinantna biljarderka, celo če se ne motim, najbogatejši človek. Celo 3, se pol nekih milijonov, skratka. Ki gradi neko zadevo, uro. In do v bistvu konca ne vemo točno, čemu to služi. Potem spremljamo cel čas v ločeni zgodbi Ozymandiasa, ki je na gradu in se imenuje gospodar Lord of the Manor. In potem ima tam najprej služabnika in služabnico in potem... Taka neka velška... Vse je v Walesu posneto. In potem se izkaže, da jih ima cel kup in se igra z njimi in jih meče v vesolje, kar je v bistvu na Evropi, kjer je... Zdaj ti rečeš Evropa, je srečen Salzburg. To je Godler. To je Godler. Komod vidim tam mester. Dejansko so takrat razlagali, da verjetno to sploh ni scenarij, ampak sam Jeremy Ironsu sledijo. Kaj on počne čez dan. Pa workshopa Jeremy. No, te pravi, jaz na koncu da ne pozabim, edino pripombo, ki ga imam čez to serijo, mi je ta del z njim, ker se mi zdi zelo sebi namenjen v resnici. On je na Evropi, ampak kaj je v resnici? Jaz sem več se pričakoval, ne vem, nekakšen blazen, kaj se tam dogaja, kaj je poanta tega. Ampak on sem hoče zbežati tam in to gledamo ful v neke podrobnosti, ki niso toliko smiselne. Jaz sem se pa drugače vprašal, mislim, da na koncu risu romana imaš to vprašanje, mislim, ne veš, bo zdaj resnica prišla ven, kaj se z Ozymandiasom zgodi, naprimer. Meni je bilo, kako bo kaznovan, naprimer, kaj bo Manhattan z njemu naredil. In vsa ta stranska zgodbica mi je bila, točno to bo počel, on steampunka tamle na Evropi, nek svoj escape mehanizem, pa ne vem, kaj levo desno. To se mi zdi zelo zadovoljivo. Poleg tega noben problem ni bilo dobesedno strupli napisati. Se pravi spet na ta gusarsko ladjo, na ta splav narejeni strupali strip, ampak tukaj se mi zdi ta zgodba lahko bi imel nekako, da je sama sebi namen, ker je ta zasukja, to sem jaz vse napisal, to je ta drama, ki jo zdaj igramo, ampak se mi zdi zaradi te njegove upetosti in v to povezavo z Lady True, ko zvemo, da je ona hčerka njegova in po to dinamiko, meni ni bilo problema spremljati. No, zanimivo je bilo dejansko te tako ven butnali z tega in je nek čist, tudi
ton je nekako spremenil. On je bil v smeri vsakič, ko se je on pojavil, bil ta trenutek tega pijanga pogrebca v Hamletu. Ja. Se pravi, Mejhan, se pravi, tle imamo resne zajebane teme, tukaj bomo pa zdaj Mejhan malo sprostili, Mejhan bomo predahnili, zato da pa, ko pridemo nazaj spet na Angelo, nas bo še bolj butno. Ja, meni se zdi, da je tako lep, kot v risu romanu, kontrast med Ozymandiasovo moralno ideologijo pa Rorschachkovo, ne. Imaš pa tle v serijski TV logiki, ne, torej zgodbo od Angele, pa True, pa potem njegova zgodba, ki je pa čisto slučajna, včasih še po napisih, noter pa čist drug feeling, narava, Mozart, steampunk, pa gledališče, pa ne vem, kaj je od desna. Trupla. Ribarjenje zarodkov. Ja. Bolj ko opisuješ, bolj je Godler. Ribarjenje zarodkov. Ne, takoj, predvsem Requiem od Mozarta, ki se pojavi, no, mislim, takoj veš, da čist nek drug film, čist drug planet, kar se na koncu skaže, da je, ampak... Pa prdec kot zagovor na procesu. Beautiful. Pa smo spet pred The Good Place, pa pred Bad Janet. Pač dejansko tudi ima element tega Tales of the Black Freighter, not. Temu služi druga štorija je noter, ki pač kaže na prvo, se nekako navezuje na njo in se tukaj dejansko na koncu poveže z njo. Ja, tako sem imel feeling, kot da je v bistvu res ne samo zgolj homaž logiki risu romana, ampak tak seriji namen tudi, ne, mislim, z kontrastom, z komplementom. Ne. Pa dejansko je videno, ne, pač, da serija je bila delana z namenom za klasično gledanje. Se pravi, en teden mi vam damo tle par namigov, par vprašanj, vi tuhtate, kaj se bo zgodilo. Obenem so pa tudi stvari zelo tako bi lahko malo res kot ta poglavja, tako kot originalni strip, ker dejansko ni nujno, ne, da si fokusira vse na neko to linearno zgodbo, ampak imaš recimo, ne vem, tako kot imaš on del 5, ker je vse pač na The Looking Glassu, oziroma The Mirror Guy, ne, kot Blackova pravi, kjer je fokus, kjer pač vidimo, smo dobili končno na filmu tega vesoljskega lignja in je bilo noro narejeno, do, se pravi, dela, kjer imamo Angelo, ki poje te tabletke nostalgije. Pa tretji del za Lauro Blake, čisto od njej, z njenim vicom. Ja, plus to, kar si omenil, da pač na koncu vsakega poglavja imaš še neke zapiske, ne? To so potem dodajali na spletno stran, ne? A ja, PewDiePie. PTPD, ker je ta Piti, ki je agent, ki ga pošljajo z agentko Blake v Tulso, kjer pa moramo pa mečkam pokarati, ne, ker so to lokalizacijo strani meni ni rad pri nas najdati. Da dejansko, ljudje, ki so dajali linke, PTPD si kliknil in te vrgal na vstopno stran HBO Slovenije, pač se pravi za HBO Go, tako da je bilo treba malo pobrskati, kje so ljudje, ki je objavili in screenshot, ampak je bilo pa tudi dejansko zelo zanimivo branje, pa tudi par nekih takih, rekel, rdečih slanikov, ne rdečih sledi, so jih noter pripeljali, tako kot je bilo, ne vem, koliko ste brali, kaj je to, PTPD, nekaj je bilo mislim, da v predzadnjem delu ali predzadnjem je bilo kako je ta Lady True nabavila ne vem koliko LCD-jev, ki jih bo, ker zdaj ta tehnologija končno so spet začeli malo delati, ker se ne bojijo več tega žarčenja pa rakotvornosti zaradi Manhattana, da bo ona podarila vsem ljudem v Tulsi televizorja, ne, in je bilo pa že teorija, mogoče bojo pa zdaj, ko bojo ki sem jo to oddajo v oddaji, ne, se pravi te The Minutemen, da bo pa tam vmes neki ta mesmerizem prišel, da pa jim bo pomagala spregledati. Nekaj dejansko je bilo tako polno in nekaj takih stvari, ki so te tudi malo speljale in dale še dodatnega ugibanja. Ne, zelo brihtno skonstruirano in prek tega, da samo narediš vsebino za tistih 50-55 minut, ampak zgradiš res cel svet gledalcev. Zdaj bi tako dober format, ne, na mesto Netflixove logike, da mu dumpnemo vse naenkrat, ne, si imel tukaj res čas, tako kot pri Game of Thrones, ne, debatirati, pa se kregati, pa pisati, pa ne, tuhtati, pa biti vklopljen to malo dalj časa kot tistih 55 minut. No, sej, in ravno zaradi tega pač zdaj
se govori, pač, da tudi vse platforme resno razmišljajo o tem, da se vrnejo k temu. Razen Netflixa. HBO naj bi, je tako, tudi Disney je rekel, da bo on vse tako delal, pač epizodo po epizodo, da ne bo noč binžanja. Ker mislim, da je to točno to poanta. Mi hočemo od TV-ja, a veš, pri binžanju je vedno problem, da ko ti vržeš vse epizode, ti to lahko pogledaš, kdaj hočeš. Ne? A veš, mi smo Expanse gledali zelo različno, mi smo Witcherja gledali zelo različno. Ne? Pri teh serijah pa tako, vsem te tako na mami, da ti pogledaš vsaj tisti teden, kaj je, da se pripravi za drug del. Ker, a veš, tudi lahko ti tako zelo lažje ti prepreči to, da ti kdo kvari gledanje. Pač zelo je tako, se mogoče to bom omenil kdaj drugič, ampak jaz sem zdaj gledal serijo Dickinson, kjer se točno z tega norca delajo, mislim norca, oni imajo zmer te reference na prihodnost, no, skratka, in tam berejo te romane v nadaljevanjih. Pa če že nekdo umre, jaz še nisem brala tega, zakaj mi kvariš? No, Emily Dickinson lahko midva s kolegom Harbom, kaj poveva, kaj se je dogajalo na seminarju iz prevajanja angleške poezije. In to se mi zdi pač res ključen moment. In jaz mislim, da bi bili Watchmen čist neka druga serija. Mislim, čist drug feeling imaš, če pogledaš vse v enem kosu. Zdaj, serije so, recimo, ne vem, serija tipa Fleabag ti ni problema binge. A veš, ne, kjer imaš dejansko ta razvoj lika, pa ne gledaš zdaj, ni nekih teorij zadaj. Ampak, a veš, tudi, ne vem, mogoče kakšne te serialke, tipa, če ti dajo, tipa, pa zdaj bom rekel, ali na kraju zločina, ali kaj tazga, tudi komod pombižaš, ker ni. Ne, ampak v bistvu je tako, da tudi če gre zgodba v nadaljevanjih, da je v bistvu en film razsekan na pač kolikorkoli delov, je celo fajn pogledati, če imaš dovolj časa vse, ne? Ampak tukaj, ker pa vsak del hoče nekaj drugega povedati, o čemer ti moraš razmisliti, pa mislim, da je smiselno, da tudi če še nisi pogledal, da pač pogledaš enega na dan. Tam po sredine je zelo pogosto, da se pač ti deli Watchmen tako najprej zgodovinska, pač vemo neke zgodovine, gledamo nazaj in pol in zmer tako. In tudi narejeni so deli kot deli, veš, kot poglavja, ne, zaključene celote so na nek način. Ne. In tudi to je pač meni zelo bilo pomembno. Ja, se koncentrira na like, ne, pa nosilce, na zgodbe. No, mislim, plus vizualne ideje, ki so jih dajali not, kar pride tam v tistem 6. delu, najbolj do izraza, ker ona poje to nostalgijo in gre v preteklost, je pa, mislim, čist nekaj takega, kar še nisi videl. Drzno, zelo drzno. Tudi že sami prehodi, recimo, kadriranja doskrat so tako kot v stripu, kjer ti dve podobni vizualni enoti ne združiti. Ena najbolj bizarnih je tista, ki gre iz obraza v kupolo dvorca, ne, s temi dvemi linami. Dejansko se zelo poigravajo s tem. Meni je bil dober šot ko Ozymandias katapultira tele klone onkraj oble, pa šot na Luno, pa dol nazaj. A veš, ta Evropa, Luna, šot, mislim, odlično narejeno. Ne? Kaj pa ne vem, tudi recimo ta del z Manhattanom, recimo je noro to preskakovanje skozi čas. Ta del mi je najboljši dialogi, pa mislim, kak je spisan, scenaristično, tale mi je bil najboljši po temu. Ti dialogi med njima dvema, kot date, kot flirt, ampak flirtat z Manhattanom, ki ve, kako bo ta se rašla, to je taki mindfuck, mislim, in je bilo čudovito narejeno. No? Mislim, zdaj lahko še tukaj, po mojem najboljši povemo vsak, kaj nam je bilo najbolj fascinantno pri seriji, ker drugače bomo imeli podobne lahko še 1 uro. Kako je bilo to dobro? Se imajo ljudje čas, se bojo šli pa 2 kroga okoli PST-ja, kad tole poslušajo. To je sicer Mito pripravil za na koncu vprašanje, če imamo... Jaz bom rekel Lubman. Ne je pa Lubman, je pa svoj dober, zato ker je ena taka bizarka, ki se na neki točki pojavi, steče, se namaže, ne ve in zgine in potem čakaš, kdaj bo, kje se bo pojavil, kaj in edino, kar dobiš, je potem spet v Pidi, ne, v teh dodatnih materialih, kjer piše, da je ta agent Pitt zgubil službo na FBI, da so ga odpustili, ker je bil preveč obseden že z samim poročevanjem vsega in da ko so pospravili njegove stvari, da so najdel tudi 2 flaški nekega rastlinskega olja v njegovi pisalni mizi, tako da narediš to povezavo. Super je bilo, ker je bilo res nekaj čist izven vsega in super mi je bil recimo tudi super, tako bom rekel, zaključek,
ki ne zvemo, ki ti pusti odprt, čeprav jaz bi tako ne vem. V mojem filmu je, a vas lahko zdaj te vprašam, kaj se v vašem filmu zdi, v mojem filmu pade not. V mojem filmu je naprav tako in je kozmična šalica, cosmic joke. Ja, ne vem, meni je to bil eden najbolj nagraužnih momentov v TV. Meni je to tok, pač, ne, Lubman, to mi je bilo pa res tako, fuck, jaz gledam, kaj ti počne. Zato, ker ni bilo aleluja zraven, tako je. Tip si poliva ono po glavo teče, gledam, kva pa zdaj, mislim, a bo zarasto, ali pa ne vem, kva pa, a je ta magični pol pa skočil, tisto, jaz sem tako, fuck, no tako, to mi je bilo pa res, ampak je bilo fenomenalno, moram reči, sem tako, No, resmo, konec, kaj se po vaše zgodi, ko... Jaz mislim, da stop na vodo. No. Jaz mislim, da je bilo že toliko naprej pripravljen z jajčkom, pa kako se on, osemenjuje z ostalimi temi nekimi... Ja, no, lepo. Ja. Jaz mislim, da stop na vodo, da zdrži na vodi. Da drži vodo. Oziroma voda. Ne, jaz mislim, da se tukaj konča zadeva. Ne gre dalje. Ma misliš prav tako, da je konc? Ja, se spomnite filma... Kaj se za vprašanje, da je konc? Kaj se zgodi? Ja, ampak se spomnite filma... Krive so zvezde? Neko krive so zvezde. V romanu imaš dejansko to tega pisatelja, ki je napisal knjigo, neko, ki je knjiga v knjigi in je vsi pač kako, vsi do njega, kaj se je pa zgodilo, pa kaj je bilo z njim, pa to ne prav, ne pač. Nič se ni zgodilo, zato ker pač oni obstajajo sam toliko, kolikor so napisani. Tako, ker pač to je, ne vem, koliko imajo oni domačih živali, kaj se... To je podobno, kot je Cameron rekel za Titanic, da on mora umreti, ne zato, ker so premala vrata, ampak on mora umreti, ker v scenariju piše, da on mora umreti. Ampak ne, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ker on se proba spomniti nekoga, ki ga ni videl. Nekaj bi ga že zbrisali, ampak pol se izkaže, da je to Frodo, ki dejta njo po novem. Okay. Njemu brišejo misli in on se spomni v tistem, ko mu brišejo, da je en ful pomemben... Ja, ne Frodo kot Frodo. Da je en ful pomemben detajl, ki se ga mora spomniti in to je, koga ona dejta. In izkaže se, da je to Elijah Wood, kasneje, ampak on ne more videti njegovega obraza, ker ga ni nikoli videl. In tu jaz imam podoben pogled na tole sceno, ali ona spomni, stopi dol ali ne morem, ker nikoli nisem. Jaz mislim, konc je nekako isto kot porisal romanu odprt, da ne veš, a bo resnica prišla ven, a ne bo prišla ven, a bo izdal ta dnevnik, ali ne bodo izdal ta dnevnik. Nekako mi je ta podoben homaš, mislim, homaš pač risal romanu v tem oziru, ne. Meni se zdi, da je, ker tudi oni njej reče, ne, mislim, dr. Manhattan njej reče, kao, ona njega vpraša, zakaj si ti na vodi, ne, pomemben je za kasneje. Ja, se jaz tudi mislim, da je, ampak pač jaz bi tako, če bi tako, ker se mi zdi, da imamo pol ta več spet pa za Lori Blake, ker je pač ta cosmic joke. Je pa tako, da pač zaenkrat so odprti za drugo sezono, ne? On je rekel, pač, če dobi idejo, da noče na silo. Poanta je točno to, ne, da on je rekel, vse so vložili prvo sezono in ideja je bila sam ena sezona, oziroma pač teh delov in to je to. Ampak če bi se pač slučajno on vedel, kaj je spet ta zgodba naprej, bi bila, ne. HBO bo poskrbel, da bo prišlo. Ja, HBO bo zmetal. Mislim, kar bi bil edini problem je, če bi se odločili, da nekomu drugemu dajo to zadelati, ker res hočejo, ne. Recimo 1-2 showrunnera sta full phrase, da je razen, če bi pač, da narediš pol neko to ontologijsko, ne, da probaš pač znotraj tega sveta, pa da iščeš avtorje. Ampak zdaj spet pola, ne, kaj bojo oni vzeli za kanonsko vsebino. Jaz bi imel telefonsko govorilnico, pa v vsakem delu bi bil drug kliče pač dr. Manhattan in pač pripoveduje šale. In lahko gostuje Ricky Gervais, pa tako. Všeč me, da si modri dildo spustil. A to ste videli, to besedno igro z modrim dildom? Na PTPD, ko imaš pač načrt tega, temu dildu je ime Excalibur. Ne? Lori's Excalibur, Lori's Excalibur.
Okay. En ljudje so se ful ukvarjali z enimi rečmi. Ja, recimo Lindelof. Ja, zato bi jaz dejansko rad, da pač, če bi bili Watchmeni druga sezona, da je naredil Lindelof, ker je s tem pa res dokazal, da se zna ukvarjati s tem. Pa tudi z Leftovers je že podobno dokazal, ker Leftovers prva sezona povzame knjigo. Obupal prvi, moram še gledati, ker pravi, da druga in tretja, da se... Ja, prva sezona je na knjigi. Ful počasna. In temelji na knjigi. In je konc sezone, kjer je konc knjige. In potem je on naredil še drugo in tretjo sezono, ki ni po knjižni predlogi, ampak si je sam zmislil. Ja. In pač s tem je tudi vadil, kako peljati neko zgodbo, ki je zaključena naprej, brez da postane bedna. Ne. Pa spet je ta neka množična travma. Pač dejansko je oboje tle se ukvarja s tem, kako se svet, kako se družba. A tukaj moramo umeti mogoče fino to povedati, kako so te vzdržujejo mir svetovni s tem, da imajo še vsake tok časa te random deževja, random plohe, teh mini ligančkov, kar potem tudi izkoristijo v končnem obračunu in tukaj mogoče je bilo mečken preveč, se mi zdi, vsem filmsko te neke, kako je na nekatere vplivalo, kako so nekatere pobili, oni pade skozi roko, medtem ko Red Scare pa Pirate Jenny tudi, moramo imeti, pač preživita v unem avtu. Jaz sem tam pričakoval, da bo malo večji masakr na koncu. Da bo, čeprav je res, da za zgodbo je bilo, kar je bilo pomembno, se je zgodilo. Tudi nekaj so ljudje, pa ona se je pol od spod pod kanto, ona je imela nek full kovček ti zaščiten, nad glavo, da je laufala. Do tiste scene, ki se mi zdi, da najbolj povzame bistvo tega, kar je delal, reče dedek, ko Will reče, pač pod masko se ne moreš pozdraviti, pač rane potrebujejo zrak, da se zacelijo. To je zelo lepo. Mislim, zelo lepo zaključiti celo zgodbo, vse, kar je imel zapovedati. Svet Watchmenov, ki ste ga Moore pa Gibbons zgradila, elevata, postavi v sodobnost, naredi realističnega. Mislim prav, ta serija je imela več sporočila, pa več ti pusti za razmišljati kot katerakoli v zadnjih par letih. Ne? Ja. Vsekakor. In mislim, tudi, jaz sem taki sakr na tele kao reference nazaj na roman, ker tudi ta zadnji fight, mi je čist isto kot Squid, ki pade noter v New York, razumeš, pa potem fenta samo določeno število ljudi, kot pri Looking Glass oziroma Mirror Guy, ki je pač v Luna Parku zaprt, on ne faše pač nobenih poškodb ali pa travm, narekovaj. Medtem kot lepa je tudi Ozymandias nekako, kako bi lahko temu rekel, on prvoten napad na New York naredi zaradi tega, da obrani svet pred totalno ultimativno katastrofo. Medtem kot lepa zopet locira zmrznjene Squidis, zato da obrani prenos moči da nekako iz njegovega moralnega stališča je zopet pravilna odločitev, kljub temu, da marsikdo nafuka pred temu. Pa tudi to, da se zelo polzeo na skočka tam brani, pa to, se mi isto zdi, kot pač Looking Glass preživi tisto, 3 milijona ljudi umre, ampak on preživi. Veš tak. In spet tudi imaš Looking Glass na konc njega aretira, in bo šel še Redforda aretirati, ker to je prav. Zelo ta Rorschach moment. Ker on je v bistvu dosta en Rorschach stand-in, ampak malo bolj sane. Malo bolj stable genius. Republic serial villain. Lepo je. Ja. Všeč mi je bil tale alufolija logika, ko se noter potegne z nekim materialom, da se on brani pred Squidi ne vem. Brani se pred temi valovi. Psioničnimi napadi, kako se že izrazijo. Vse tako do nule doterano. Pa ta njegova zgodba mi je bila zelo všeč, moram reči. Kako samljen butast lik je, napolno butast, po drugi strani full brihtno, lahko emocije pa laži razbere, pri teh Seven Cavalry, čista dio. Po drugi strani pa tak s to travmo, ki jo živi zaradi tega enega dogodka, on je bil ta, mormon, ali kako bi temu rekel. Mislim, da je bil kar Jehova priča. Jehova priča. Ki so prišli moliti za ljudi v Jersey. Pol ga ta napad čisto umira, ima celo bajto oblečeno v alufolijo, bunker, kjer fotografira. Tako, mislim. Še v nekem drugem svetu bi s to predzgodbo vodil Pimp My Ride. Se to veste, ne?
Exhibita starši so bili jehovci in oni kot mulci hodili s stražnim stolpom okoli. Si ga prvi predstavljam. Tudi tale James Hetfield od Metallice, on pa ni smel pri biologiji poslušati o evoluciji. Dejansko lahko hodiš v javno šolo, ne rečeš biti homeschoolan, ampak tiste stvari, ki niso v skladu z tvojimi verskimi prepričanji, se ne učiš. Hetfield toliko. Ja, James Hetfield in on je dobil opravičilo, da ko so evolucijo delali, je on šel domov lahko. Šel vaditi kitaro. So pa Darkness and Prison in Me, dobi čez drugo zasuk. Pa tudi ta zgodba, ki je napletel, je bil Red Conan, ta Black Hood, ampak Hooded Justice. Hooded Justice. Ampak je v tem, kako dejansko, da mu reče ta žena njegova, ti si temnopolt, če boš šel reševati ljudi, tebe bojo aretirati, tebe bojo ubili. Ja. To se mi zdelo zelo fantastično. Ta štorija, ta zgodovinski pogled, to mi je bilo pa tako najboljše. Ja. In tudi, kakšen odnos ima on z ostalimi kvazi super junaki, skratka maskiranimi, se tudi vidi točno tako, kako ga imajo. Ja, pa dodatno še mi je všeč odnos zgodovine do te njegove zgodbe, ker v bistvu v seriji, kot imaš v Risoromanu ta meta strip, imaš tu meta TV oddajo, The Minutemen, kjer so zgodbe teh maskiranih junakov in on je seveda tam noter bel namesto temnopolt. Že tak njim Ben vedo. Ja. Všeč mi je ta eksplicitni seks, ta HBO. Tle se mi zdi, da je bil kar malo, da je Benioff pa Vajsa zdaj. Plus je bilo mi vredu opozorilo pred Minutemenom. Trigger warning. Trigger warning. Ja, to je kao leap state, ne, 5 minut prej, prosim, ne se triggerati, ko gledaš tole. Ja, tle tudi malo več lulčkov vidimo kot v Game of Thrones. Tle se niso tako šparali. Če pa gledam modelo zanč, ki sem ga gledal, je tako Tion full hodil okoli. Ja, dokler. Je treba pokazati, da si bolj vedel. Da si bolj občutil to izgubo. Še eno vprašanje. Taka mal, te sicer podla ta teorija. Pride babica, do Angele, si predstavlja, in da boste šla in jo zadane kap. In potem, ko išče dr. Manhattan, v kjero telo bo šel, tega je pa zanč kap se dela. Je tako malo pismo, a je oboje, a je on zorkestriral, čeprav verjetno ni, ampak je tako malo. A ja, vem, kaj misliš. Veš, kaj sem pa jaz imel tam feeling, ker ona njemu pokaže 4 trupla, ki so belopolti, ne? Yeah. Jaz sem imel tam feeling, kot da serija skuša povedati, ona je takšen paragon neke vrline, trenutno do tega bila. Pol pa vseeno pokaže, pa da mi, ko Manhattan reče, pa da mi pove, kaj bi tirala, kakšno telo bi želela od mene, da prevzamem. Pa ona, sem pa vseeno, potrebe, pa ona je desno pa potem. Da je dalo ta neki bombonček na to, da v bistvu onkraj tega nekega slike paragonstva, pa tako naprej, da je pa vseeno human. No. Ne da zdaj rasist, ali pa, kako se temu reče, ne vem, Black Power, whatever. Ne, mislim, da temu reči. Opolnomočenec. Naprimer, ja. A little bit too woke. Predvsem je tle zanimivo, je ta njegova motivacija, na kateri točki se on začne vse spraševati, da bi pa mogoče hotel poštekati neka ta čustva, poštekati ljudi. Ker je gor kaj videl svojega, da bo on ustvaril to svojo utopijo, ni bilo glih bi rekel, škoda, lahko bi se bolj potrudil. Ali več potrudil, kako že da citat. Mislim, da je tako, več potrudil se. Bolje. Zanimive so, ker je... In je bilo tudi tako gledati, Manhattan nikoli ne bi z ljudmi. Ne, glih to je razvoj lika. To je razvoj lika, kaj viš, kaj ga Moore nastava, kot nekoga, ki je čisto obupal nad človeštvom, ki se vceli, ampak tudi ne najde izpolnitve. Kljub temu, da očitno in srečen človek in žalosten človek ima ta isto število atomov, da se začne zavedati. Ja, tudi zdi se mi, da kao dober odgovor na njegov nihilizem, da
vse ono na koncu risa romana reče, gremo v drugo galaksijo, ko vas jebe vse skupaj, ne gremo se življenje ustvarjati, ne. Pa sam vidi, to sploh ni tako simple, ne, a veš, to je kar za jebe, ne. Tudi, pa mislim, da meni je všeč Ozymandiasov odgovor potem na tole, ne, na njegovo kreacijo, ko Mr. Phillips, ta glavni od vseh klonov, ki umira v Ozymandiasovih rokah, pa reče, a sem bil dober nasprotnik? Ne, nisi bil. Žal, spušil si, tako kot je Dr. Manhattan spušil. Zanimivo, obstaja še eno nadaljevanje, poleg te serije, in sicer strip, ki sem mislil, da ga bom danes prenesel in bomo o njem govorili, ampak Book Depository kolosalno zamuja, oziroma Pošta Slovenije. Pa glih zdaj, ko imamo še 4 ure za napolnjen. In tam se pač Dr. Manhattan odpravi v DC Universe, ne? Oziroma ga ustvari morda. Ne vem, bom prebral in poročam. Beyond Watchmen, ne? Ne, Doomsday Clock. Doomsday Clock. Obstajalo pa je Before Watchmen, kjer pa so enostavno bile njihove predzgodbe od Rorschacha pa Silk Spectre, ki pa je bilo zelo boring. In pač tam je bilo treba jih stlačiti not v predzgodbo, kar kot vemo iz Phantom Menace je prav. Ja, le so že hteli kapitalizirati. Zdaj pa moje vprašanje, katera scena vam je serija bila ful všeč in zakaj? Pa nima vize, kaj vas je zrajcala ali pa... Meni osebno, naprimer, celotna zgodba z Ozymandiasom je super, veš, ta Mozart, ki je noter polam pa levo desno, ampak najbolj scena meni pri temu je pa njegova gledališka igra. The Watchmaker's Son. In ko ono prizori z vsemi temi kloni nekako backstory, nek metanarativ, ki se kao nameta, ne vem, marmeladica se seda, ne, mi je bilo tako žmohno, pa kot on, kot veliki režiser tele zgodbe, torej zgodba nastanka Dr. Manhattana, The Watchmaker's Son, on je John, mislim, da mu je ime, John Osterman. John Osterman, ki je sin urarja, tudi njegovo zgodbo zvemo, ne, v seriji noter. Ta scena je bila meni čudovita, ker je Jeremy Irons čudovit noter, ker je muzika noter nora, pa že ta metanarativ preko gledališča, da se gremo zdaj igrati tlele, pa veš ta steampunkovski pristop do tega, ne, ko on skuri pač enega tega klona in ga seveda cinično potem na koncu odvrže, ne, pač naprpeljite naslednjega Johna noter, se mi zdi vse tako čudovito, čist Ozymandias, čist Watchmen, mislim tak v oreščku Watchmen. Ampak, a je The Watchmen's Son samo tisto, kar so na odru odigrali, ali je on zapisal vse do konca? Veš, dobro vprašanje, ja. A veš, kaj imaš vmes, kaj imaš to, en prizor je, kaj je to, ta proces in kaj ga kaj igra to živko, ga pa tako pogleda in mu pomežikne, se ga glih s kontra očesom, tako da vsi vidijo, saj bo v redu. Itak se zve, da je on sam pač seb nastavil te pasti, ki jih je hotel. Ampak jaz sem rekel od prizorov, en tak, ki me je res butno, bom rekel, ko avto pade z neba. Tistega ne pričakuješ. Tistega ne pričakuješ, ampak je dejansko napovedan s tem, kaj v šali opeka, iz prejšnje šale, ki pade dol. Še posebej njen smeh. In potem itak vidiš, pa se vsem čez 2-3 dela, da pa Manhattan ni imel nič s tem. Čeprav mislim, da so eni ljudje šli računati, da od takrat, ko končaš šalo, pa do takrat, ko pade dol, da traja glih toliko časa, kokor potuje signal iz zemlje na Mars, pa nekaj dana. Ljudje, ki računajo. Dva sta bila taka, ta pa unak pričakuješ, da boš najdel vila v uni sobi na aparaturah, pa je slon noter. Tisto slonom je bilo genialno. Tako, ko vidiš, tukaj so srsejni sloni. Lidl officer, the elephant budget za HBO. Ubogi slonček. Dobra mi je bila razlaga v podcastu, zakaj slon. Da v bistvu... Zaradi spomina, ni? Ja, no, prva ideja je bila, da bi dal Willard. In bolj so ugotovili, da ne moreš, zato ker se ona dva ne morata še na tej točki zgodbe srečati, tako da moraš dati nekaj drugega. Prva ideja, da daš neki Matrix computer not, pa se mi je zdelo bedno. Ali pa da bi na TV-jih gledal to zgodbo tam not. The Architect bi lahko dali not. Ergo. Potem pa so pač prišli do tega slona zaradi tega, ker imajo sloni spomin, pa pač ta navezava na Azijo, kjer je odraščala, pa vse to. Se ona ima tudi Lady True, ima itak potem tega slona zalogo, ne, so ji da vizualno, je ta T.
Njen je jasno. Pa seveda Supermanova starša, ne? Če pogledamo na dva, kamata... Tista čudovita. Ja. Tisto Ono urico obrne, what to hudiča se dogaja, res čudovito. Tisto, kako se to začne, ne? Z tema dvema, to je briljantno. No, najbolj me je meni je bila najboljša scena, seveda, tista z revealom Dr. Manhattana, ona gre z nožem, ko gre ona z nožem nad njega ali s kladivom ali s čem, s kladivom, še vedno nisi ziher, da je to res. In pol on šajna modro. In pol je tudi jasno, zakaj pri vragu imajo njega, ki je relativno znan igralec med celo zasedbo, zakaj on tam, jaz sem pa mož. Malo sem traumatiziran, ker so streljali name nekoč, ali nekaj takega. Je zato, ker imaš zmeri ponovati te junake, nekaj imaš pač neko lepo žensko, ki je zraven in je sam tam. Za dekoracijo se rekla, da so tukaj naredili. Toliko dolgo traja, da misliš, to je to, zato imajo njega tam, ne? In pol ne, nimajo ga. Čeprav je že na neki točki, ki se z otroci se pogovarja, nič ni po smrti. Tisto je prvi tak, what the fuck, ne? To je kar dober moment, ker to se vseeno izogibajo v ameriških serijah. Pa predvsem tudi to mogoče, ker je bilo, vse so bila ta ugibanja, ne, da je on, da je Kal, da mogoče bi bil Manhattan, ampak presenečenje je bilo to pač, da ona ve. To je meni bilo bolje. Jaz sem mislil, da pač ona nima pojma, ne? Da je tem neka poanta, ampak polko ugotoviš, da pač ko ona gre s kladivom nad njim, si tako očak mal, sem to pa nekaj pol pomeni. Mene je to bolj presenetilo v resnici, kot je rekel Pižamce. Ne to, jaz sem vedel, da pol že on je, ampak nisem pa vedel, da ona ve. Ja, sem prej, mislim, en namik noter, a si kaj spregovoril o tvoji nesreči v Saigonu in potem ne odgovoril, to se že tako, what the fuck. Mislim, ti že da dober. Mislim, meni je takrat že začelo špilati, da se mora Mr. Blue nekje pojaviti. Ker drugače meni pač, moj najljubši prizor je tako, kot je že Mito, pač omenil mi je ta v tem bistroju, gostilni, ali ne vem, kako on pride, pač pa sede zraven nje in se začne ta pogovor. Ker je pač scenaristično pač totalna mojstrovina. Ker si ti res moraš predstavljati, da je to nekdo, ki ve vse. In pač kako fucking annoying je to. In vsi smo kdaj mogoče hodili s kom, ki je vedel vse. Ampak definitivno ni vedel, kdaj boste šla na ni bilo to besedno. Ali pa kdo zna. Ne, pa tudi, meni je všeč, kako je posneto, ker nikoli v obraz, kljub temu, da na začetku prizora dela, ne, vidiš, da si on masko nadane, ne, Dr. Manhattan, ampak vseeno ne dobiš tega zadovoljstva, da gledaš njegovo mimiko ali pa kaj v obraz, zgolj gestikuliranje z rokam. Pa tudi, všeč pa je ta stavek noter, naprimer, čez 10 let se bomo razšla. Kako pa to veš? Razšla se bomo v tragično se končane. On potem reče, se vse razmerje tragično končane. Fucking shit, to je very true, ne? Ne, tist mi je bilo, tist del, pa to mi je bilo pa res najboljše narejeno. Pa tudi ta del potem lepo pokaže, ker je tak zanimiv časovni paradoks, ne? Angela Ebar je za vse kriva. Ko ona preko Manhattana vpraša svojega dedka, kdo je on kekec, ki je v prvem delu umrl, in dedek ne ve, ampak seveda zaradi tega začne neki kuhata. Ne? No, ampak dejansko je bilo najprej mišljeno še, mogoče on imel res samo od dedka halo noter, kao spomin, suvenir, ker pač to imaš. Tako, ker če bil tvoj dedek v fermah, to veš, imaš pol doma še vso. Memorabilno nekje spravljeno. Pa Don Johnson ga je, on res ne mora biti slab. Sploh to, da je Don Johnson v prvem delu, da ga fentajo, je bilo in se izkaže, da vse njim bilo, je bila podlaga, ker se ti bi šel pol raziskovati, pa recimo tudi ta prizor z, ne vem, s tem mesmerizmom, vse pohanje, dejansko bi se lahko zelo iz vsakega dela vzameš par stvari, ki ti sploh to, recimo, da tudi v tem prehajanju, če govorimo o vizualijah pri tej nostalgija epizodi, kjer se dejansko skozi dogajanje, skozi potem mama na klavirju vmes pojav tam na ulici in pa ta dvojnost, kako je bila super, ker je prizor iz tiste prodajalnice, iz tiste mini špecerije, kako je bil posnet v The Minutemen, v pač TV seriji, kjer on pride in razmeča vse, dejansko vidiš, kako on pobegne pred temi
kaj klop, Kiklop, ja. Je tudi fina izbira mi je črno-belega pristopa, mislim, črno-bela tehnika skozi cel del, ker tudi tema je takšna, torej temnopolt policist, ki ga KK-ovci, Ku-Klux-Klanovci v bistvu zatirajo, on se bori proti temu, potem pa se mora v kontra obrniti, da si on si oči na belo maže, zato da deluje kot belc, pod masko in je taki, what the fuck, mislim. In pol to njegova vnukinja na pol ponovi, pač ona se tudi maže na črno. Ne? Ne, mislim, vse te simbolizem na toliko ravneh deluje, da je krasno. No pa tle so reži od začetka res vedeli, kaj hočejo, ker na plakatu je pač Angela Abar modra, ne? Je pač z rumenem ozadju in ona je modra. Skratka, vemo, kdo je Dr. Manhattan 2 ali kako bi jo imenoval zdaj, ne vem. Drugač pa res, Regina King, ki je pač igrala Angela Abar, fenomenalna tudi ta Jaja Abdul-Mateen II, ki je igral pač Kala, sta fenomenalna, pa ful nekih res odlični. Meni je bil tudi meni tudi Tim Blake Nelson, ki je igral pač Looking Glassom, se mi je zdel ful. Jaz sem ga gledal tako nekaj žele paše, da tako pogrunta po nek. Ker sem prebral, kao ta je bimbo iz Oh Brother, Where Art Thou. Ok, veš kaj sem čisto. Pa mislim, da je tega igral tudi, ne, kaj je ta glasben film od bratov. Kako je že, no? The Ballad of Buster Scrooge. Ne, ni to ta The Ballad, je ta zdaj na Netflixu. Na Netflixu Inside Llewyn Davis. Ja. Tam je tudi not. Sej on je zelo prolific. Tudi Jean Smart, ne, kot Lori Blake. Ona je izjemna. Obstaja tudi na vinilkah, če ste hipsteri, ali pa na Apple Music, če ste pač hip. Muska, ki sta naredila Trent Reznor, Atticus Ross, in so 3 plate in so super. Ni glih tak sproščujoča glasba, ampak se pa da... Pa Trent marsikdaj naredi muska za kaj slabega, tako da enkrat je na basu spet. Pa ne, kaj, Social Network je naredil. Pa ful ima tudi nekih teh sci-fi-ov, kjer je on delal musko. Mislim, se dela dobro musko, sem hočem reči, slabi filmi so ponavadi. To je problem. Social Network tudi ni tako dober film, pogledaj ga. Social Network je dober. Pa tudi Girl with Dragon Tattoo je dober film. Meni je švedski bolj. Kaj že on del? Mislim, da je prav Looking Glass del tisto, ko se noter 3-krat pojavi David Bowie. Last Christmas. George Michael, tista kitarska verzija, ki so jo vzeli tisti. Pa 3-krat narejeno, pa 3-krat ravno prav za tisto določeno sceno s 3 meseci različni, čudovito. Kako gre tekst gor. Nora. Pa vse te stvari, kak je svet drugačen, tisto, ko razlaga o Schindlerjevem seznamu, ki se odvija v New Yorku med napadom, to je v tem Looking Glass delu, to je tudi bilo briljantno, ker prav ona razlaga o tem, kak je cel črno-bel, samo eno rdeče scene, ful je teh detajlov. No, skratka, če povzamem, če niste gledali, pač gledajte, no. Zakaj ste poslušali, če niste gledali, kaj ste pomeničo do vse? Ampak dajte, no, mislim, če niste pogledali, pač pogledajte, ali pa če mogoče niste brali stripa, pejte nazaj, strip brati, no, tako. Če bojo dobili idejo, pa delali drugo sezono, mi jo bomo gotovo gledali, jaz mislim, da je pač to res ena najboljših stvari, ki so zunaj v zadnjih letih, ali pa tudi nasploh. To je tudi ena serija, ki se tako želim še enkrat pogledati. Takoj, ko sem jo pogledal, sem bil tako, jaz bi pa to mogoče še kdaj, ker sem gotov kaj spregledal, gotov kaj zamudil, pa veš kaj, že dolgo nisem bral stripa, pa tako, pa sem si rekel, da še bom enkrat strip prebral, pa še šel se enkrat lotiti, pa tudi ta strip, ki si ga ti naročil, ko enkrat pride do tebe, Igor, še malo posodo okrog. Še kdo kaj hotel tle na tej točki? Jaz bi samo rekel, to je definitivno najboljše možno nadaljevanje tega stripa. In mislim, da bi mi bilo ful všeč, če kdorkoli dela kakršnokoli priredbo česa, da si to pogleda, pa malo razmisli, česa se loteva. Ker ni priredba to, kar je Snyder naredil. Mislim prav, ta serija je toliko dobra, da retroaktivno uniči film.
In ful vsi ljudje, ki zdaj pa delajo Ghostbusters z ženskami in so mi uničili otroštvo. Ne, tisti film, pa oni Ghostbusters čist lepo obstajajo, vsak v svojem svetu in nobeno ni boljše. Serijo, s filmom so mi uničili knjigo. Ja, ker en je šel nazaj in ti prepisal knjigo s scenarijem. Ampak tukaj pa dejansko dojemanje filma kot priredbe tega stripa je slabše. Mislim, zaradi te serije. Serija je dobra, vse meni, se mi zdi, da če folk gre gledati to, bod pozorn na teme, ki jih je strip, Riso Roman prej naredil, nekaj naprimer, prav osnovne zadeve, kao Rošar, ko sem jo pokvaril. S čim? Jesus Christ, on je psihopat, a vi razumete? Zdaj pa so desničari oziroma rasisti, imajo njegovo masko. Ja, no shit, stari. Mislim, a ste vi brali iste zadeve? Pa s tem, da on nima nič s tem. Ja, se tudi če prepoznavajo, tako kao una, kaj bi zdaj prišli Indijci izpred 2000 let, tale naša svastika, se bo malo pomenili. Ja. Ne, mislim pa ne, na zadnje je to tak, ne, če pogledaš Wall Street, kar vedno dajem za primer, Oliver Stone je ta film napisal kot kritiko kapitalizma in režiral in potem je postal Gordon Gekko heroj. Ful psihopatov. No, ljudje in ljudine. To je bila že naša 37. epizoda, lahko verjamete. V njej smo se in 38. in 39. V njej smo se pogovarjali o stripu, filmu in seriji Watchmen ali Gledavci. Poslušali ste torej podcast po imenu Obod, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, lahko bi se zdaj pogovarjal o barvah 1 uro. Kegič, Igor Snajder ni imel pojma, Harp, Aljoša nepoboljšljivi Harlamov in naš gost je bil tokrat Boštjan, slovenski klasiki 2020. Vote for me. Tako, tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad, ki se mu zahvaljujemo za čaj, kavo, neizmerno prijaznost in gostoljublje. Rubriko izbira oziroma vprašanje smo že imeli, Mito je predlagal, katera scena nam je bila najbolj všeč, mislim, da smo vsi povedali. Če vam je bilo torej všeč, kar ste slišali, šerate, lajkate naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus, ki ima res odličen izbor podcastov za vsakega, in če veni od Rorschachovih pack naslednjič, ko boste pri psihologu, ne razberete simbola podcasta Obod, naj vam prihranim kakšno uro terapije, nekaj globoko, na najbolj osnovni človeški ravni globoko narobe z vami. Prepisujemo vam redno poslušanje podcasta, za kazen pa takoj preposlušate obe prejšnji epizodi, v kateri je gostoval Pižama. In bolje za vas, da na pamet veste, v katerih dveh je bil. Na Twitterju nas najdete kot podcast Obod, na Facebooku smo podcast s Kajem, tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolce, druge zanimivosti, tja lahko smerjate vprašanja, pripombe, komentarje, eksistencialne šale, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa se slišimo spet kmalu, že naslednji teden, 21. januarja, ko se bom pogovarjali o seriji in knjigi Njegova temna tvar, ko bo z nami znova tudi gost. Po dolgem času se nam bo namreč pridružil Boštjan Gorenc Pižama. Skratka, ne hodite predaleč stran od telefona, naštimajte si budilko, kajti mi bomo nazaj. Tole je bila 37. epizoda Bodovke in Bodovci, kmalu se znova slišimo. Mito? Ja, to se zdaj tako opisa, kot da si Manhattan, ki vidi, kako se danes in prihodnost, veš, hkrati živiš ta šit. Ja, jaz vedno hkrati živim ta šit. Aleluja! Lepa, lepa.